Spoštovani, dobrodošli in prav lepo pozdravljeni v Celju na dogodku, ki smo ga poimenovali Sejem zaposlitvenih priložnosti in festival izobraževanja. Ta poteka v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v sodelovanju z našimi partnerji. Več kot 140 razstavljavcev ključnih ustanov z področja kariernega svetovanja, izobraževanja in zaposlovanja smo uspeli pritegniti na ta naš dogodek in ja, tudi tokrat lahko rečem, da je res krasno videti toliko ljudi zbranih na enem mestu, tako da misel, da Zavod za zaposlovanje povezuje Slovenijo danes tukaj zagotovo drži in mislim, da si vsi skupaj za uvod zaslužimo en aplavz. In ker je to dogodek, ki je v veliki meri namenjen tudi mladim, smo z mladimi tudi začeli. Iskrena hvala Glasbeni šoli Celje za uvodno točko. Nastopil je kvartet trobil v zasedbi Gal Prinčič, Žiga Pilih in Etienne Zvonar na pozavni ter Dominik Pišek s tubo. Sicer pa se bo danes tukaj na Celjskem središču dogajalo res marsikaj zanimivega. Nekatere delavnice so se že pričele, obiskovalci prihajajo, spoznavajo delodajalce, različne poklice, zaposlitvene priložnosti, možnosti izobraževanja, usposabljanja in še marsikaj drugega. Preden pa začnemo z našimi aktivnostmi na polno, se spodobi, da tako kot vedno to našo prireditev, ta veliki sejem, karierno-zaposlitveni sejem v Celju, tudi uradno odpremo. Prav zato na oder vabim najprej našo gostiteljico, generalno direktorico Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Greto Metko Barbo Škrbinc. Dobar dan v Celju. Najprej pozdravljam obiskovalce, ker to je dogodek namenjen njim. Pozdravljam delodajalce, partnerje in pa moje drage sodelavke in sodelavce, pomočne službe Celje, Velenje in centralne službe. Vsi ti so zaslužni, da danes v tako prijetnem okolju lahko izpeljemo tak pomemben sejem zaposlitvenih priložnosti in festival izobraževanja. Zakaj je to pomembno? Na enem mestu predstavljamo poklice, ki na našem trgu dela kadrov za njih zelo primanjkuje. Se pravi, da se lahko mladi, brezposelni in vsi drugi seznanijo, kako en poklic izgleda. Včasih namreč imamo kar napačne predstave, kako izgleda konkretno delo, ali pa so ti poklici nekoliko odmaknjeni iz prvih oči. Tako da na današnjem sejmu se lahko to z prvega mesta prepričamo, kako en poklic gleda. Na to si lahko gledamo tudi, kako izobraževalna pot poteka. In
Na koncu koncev, skozi spremljevalni program ali pa skozi naše svetovanje z mojih dragih sodelavk in sodelavcev, tudi pomoč pri karierni odločitvi, ali je to primerno zame, kaj me zanima, tako da danes na enem mestu lahko vidimo priložnosti in zaposlitve in kariere. In to je win-win-win za vse. Tiste, ki iščejo zaposlitev, boljšo priložnost, za delodajalce, ki iščejo kadre. To je že drugi tak sejem, tako da gospod Pišek, ko bo verjetno tudi kaj danes povedal, bo rekel, da je to že tradicionalni sejem. In naj ta tradicija se nadaljuje tudi v naslednja leta, ker mislim, da so ti dogodki izjemnega pomena za gospodarstvo, za državo, za javno upravo in da s tem bi bilo smiselno nadaljevati. Upam, da se s tem strinja tudi gospod minister, ki bo verjetno tudi povedal, kako on vidi te dogodke, ker jaz menim, da so učinkoviti. Lansko leto smo na sejmih doma in v tujini, ki jih je bilo preko 40, imeli skoraj 53.000 obiskovalcev. Tako da rezultati, tudi če pogledamo čisto analitično, so tudi zelo spodbudni. Želim uspešno danes predstavljanje, iskanje novih priložnosti in vsem skupaj en prijeten dan v sončnem Celju. Hvala Celje, odlično, tukaj se srečuje Slovenija, na sredini Slovenije smo in dajmo danes uživati in si tudi poklicno pot lepo graditi naprej. Hvala. Hvala lepa generalni direktorici za te spodbudne besede. Jaz bi prosila, da še kar ostane malo na odru, ker imamo še eno obveznost. In ja, tej viziji bomo definitivno sledili, kajti čez teden dni imamo že nov zaposlitveni sejem v Kopru, tudi sončnem, upam, da tako kot je danes Celje. Tako, zdaj pa že vabim, da nas pozdravi tudi podžupan mestne občine Celje, Samo Seničar. Lepo pozdravljeni, spoštovani minister, gospod Luka Mesec, spoštovana generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, gospa Greta Metka Barboš-Krbinc, spoštovani predsednik območno obrtno-podjetniške zbornice, gospod Peter Pišek, spoštovani generalni direktor policije, gospod Damen Petrič, spoštovali ostali visoki gostje, predstavniki podjetij, izobraževalnih in drugih ustanov, interesnih ustanov, dragi obiskovalci, dobrodošli v Celju. Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko v imenu mestne občine Celje pozdravim že na drugi izvedbi tega sejma zaposlitvenih priložnosti in festivalu izobraževanja, ki poteka tukaj na celjskem sejmu. V posebno čast in zadovoljstvo nam je, da lahko v Celju gostimo tako pomembno srečanje z področja zaposlovanja in izobraževanja, ter da se prireditev po lanski premieri tako dobro uveljavlja. Mislim, da je gneča, ki smo jo danes tule vsi deležni, priča temu, da je dogodek dobro zastavljen in da ima res potencial postati tradicionalni. Dogodek brez dvoma postaja osrednje regijsko stičišče, ki na enem mestu ponuja celovit nabor zaposlitvenih in zaposlitvenih možnosti ter aktualno pogled v razmere na trgu dela. Iskalcem zaposlitve omogoča neposreden stik z delodajalci, podporo pri kariernih odločitvah in številne druge koristne usmeritve. Prepričan sem, da v prireditev tudi letos okrepila povezovanje med iskalci zaposlitve in delodajalci, da bodo prvi v čim večji meri našli ustrezne zaposlitve, delodajalci pa kakovostne in motivirane kadre. Hkrati verjamem, da bo ponudila obilico dragocenih informacij ter spodbud za nadaljnje izobraževanje, dodatno usposabljanje ter prekvalifikacije. Dovolite, da ob koncu poudarim še, da na mestni občini Celje nastopamo tudi kot aktiven delodajalec tule zraven. Predstavljamo možnosti zaposlovanja, štipendiranja, praktičnega usposabljanja ter študentskega dela. Ob tem posebej izpostavljam naš evropski projekt Magnet, za katerega menimo, da ponuja odgovore na izzive sodobnega časa. Industrijo 4.0, nova delovna mesta, prihodnosti, digitalno preobrazbo in priložnosti za mlade talente. Povezovanje podjetij in izobraževalnih ustanov, digitalizacija ter prenos znanja so namreč ključni gradniki, ki krepijo lokalno gospodarstvo.
Ob koncu se naj zahvalim še vsem lokalnim partnerjem na Mestni občini Celje. Smo zelo ponosni, da z njimi tako dobro sodelujemo, in da se tudi zahvalim ministrstvu in pa Zavodu Republike Slovenije za to, da so prepoznali to dobro idejo in jo tudi podprli. Vsem skupaj želim prijeten dan in uspešno izveden dogodek. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa tudi podžupanu Mestne občine Celje in hvala, da ste tudi del našega živahnega sejemskega dogajanja. To zares šteje. Sedaj pa na oder vabim generalnega direktorja policije Damjana Petriča. Policija je namreč naš zvesti partner pri izvedbi vseh dosedanjih dogodkov in tudi pomembno popestrite naše vsebinsko dogajanje. Izvolite. Spoštovani minister, generalna direktorica, podžupan, ostali cenjeni gostje, spoštovani predstavniki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, razstavljalci, druge obiskovalke, predvsem pa mladi obiskovalci, ki se boste danes pozanimali o svoji karierni poti. Pred dobrim letom sta policija in pa Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje podpisala dogovor o sodelovanju pri promociji policijskega poklica in krepitvi zaposlovanja policije. Lahko vam povem iskreno, da v tem času smo skupnimi močmi okrepili nagovarjanje prihodnjih generacij mladih policistk in policistov, kar se je kazalo tudi v večjem vpisu v višjo policijsko šolo in pa povečanem zanimanju za poklic policista. Danes tukaj v Celju bomo ta dogovor podpisali spet za nadaljnje 2 leti, ker vemo, da je krepitev in pa kadrovski potencial policije potrebno ukrepiti. V policiji verjamemo, da poklic policista ni le poklic ali pa zaposlitev, temveč odločitev o tem, kakšen pečat posameznik želi pustiti v svoji skupnosti in v družbi. Policisti in policistke vsak dan stojijo na prvi bojni liniji, če lahko temu rečem, predvsem pri varovanju varnosti, takrat, ko to ljudje potrebujejo, varnost, zaščito, občutek ali pa le pogovor in da v državi vladata red in pa pravičnost. Karierni sejem, kot je današnji, omogoča pomemben prostor srečevanja in pa pogovora o prihodnosti. Mladim omogoča pogled v različne poklicne poti, delodajalcem pa priložnost, da predstavijo možnosti, ki jih sami ponujajo. Policijski poklic je odgovornost do ljudi in pa do služenja v skupnosti. Zahteva znanje, pogum in pa predanost. Hkrati pa ponuja številne priložnosti za strokovni razvoj. Zato vas vabim, da obiščete našo predstavitveno točko, se pogovorite s policisti in policistkami ter razmislite, ali je prav ta poklicna pot, tista poklicna pot, ki si jo želite in želite kariero nadaljevati v policiji ali pa kje drugje. Hvala vsem razstavljalcem in obiskovalcem, želim vam uspešen, navdihujoč in pa pomemben prvi korak v svoji poklicni karierni poti. Hvala. Hvala lepa tudi generalnemu direktorju policije za res spodbuden nagovor. Jaz verjamem, da je mogoče že to koga opogumilo, da se bo lotil tudi tega poklica oziroma ga danes vsaj bolj podrobno spoznal. Zdaj pa vabim, da se nam pridruži še predsednik Območne obrtne podjetniške zbornice Celje, Peter Pišek, in tudi on čisto na kratko predstavi vlogo zbornice, oziroma kot smo že danes slišali, je to že kar neka tradicija na tem področju. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem sodelujočim. Spoštovana generalna direktorica, gospodarstvo, politika, spoštovani minister, lep pozdrav v imenu Območne obrtne zbornice Celje. Zelo težko je biti čist kratek, tako kot naša povezovalka danes pravi, da moramo biti kratki. Jaz pa pravim, da je ta dogodek toliko velik, da ima toliko veliko širino, da moramo sploh iz gospodarstva spregovoriti kakšno besedo več. Prej je rekla generalna direktorica gospa Meta, da je že to tradicionalno. Jaz si res želim, da bo tradicionalno. Kot sama ve, je bilo kar dosti energije. 10 let smo rabili v Celju, da smo vzpostavili ponovno ta sejem, ki je tako pomemben za gospodarstvo, za regijo, Savinjsko-Kozjansko regijo, ki je ena najmočnejših gospodarskih regij v Republiki Sloveniji. Kako je pomembno za naše otroke. Danes na tem mestu smo vsi sodelojemalci, sodelodajalci, je izobraževanje, je javna uprava,
je tudi lokalna skupnost, na katero ne smemo pozabiti in se je tudi v tem imenu s strani gospodarstva zahvaliti, da je tako izkazala vso podporo tudi ministru, gospodu Mescu, ko smo nekako snovali, ko nismo dobili polne podpore za prvi dogodek, seveda je vse posod se začne in konča pri denarju. Seveda smo iskali finančne vire, prvi dogodek smo sestavili komplet z gospodarstvom, lokalna skupnost, pa še kdo. Zdaj, seveda, kriza je vedno večja, gospodarstvo se srečuje z vedno večjimi problemi, tudi danes vsi razstavljavci, kljub temu, da je vse brezplačno, so tu kadrovski resursi, so stroški tudi za razstavljavce, pa kljub temu smo v veliki večini tu 140 razstavljavcev iz javne sfere, šolskega sistema in gospodarstva je tukaj, za kar se vam bi res iskreno zahvalil in si res iskreno želim, da bo ta dogodek še v naslednjih letih, zato ker jaz mislim, da ne vem, če se vsi zavedamo, če se vsi zavedajo, kako je pomemben za izobraževanje, za razvoj kadrovskega potencijala ta naš današnji dogodek. Želim vam prijetno druženje in seveda delojemalci in tisti, ki iščejo nove priložnosti, čim več dobrih priložnosti in seveda delodajalcim, da bi imeli srečno roko in da bi danes pridobili kakšne nove kadre ali pa pripričali iz šolskega sistema dijake, učence, da jih pritegnejo v svoje poklice. Ampak ne samo v gospodarstvu, tudi javna uprava je vedno tukaj močna, policija, vojska in še kje. To izkazuje ta naš demografski deficit, ki je v Republiki Sloveniji in seveda se vsi borimo za kadre, kar pa meni kot gospodarstveniku ni najbolj všeč, mi pa seveda ni to, da imamo podatek, da je v zadnjem obdobju 6000 ljudi iz gospodarstva prišlo v javno upravo in seveda to obžalujemo in si želimo neke zdrave politike, tudi politike do migracije, do delovne sile, ki jo nujno potrebujemo, glede na to, da smo demografsko tam, ko smo in o tem se morajo odločiti vsakokratne politike v Republiki Sloveniji in jaz mislim, da bomo našli dober dialog, dober kompromis z gospodarstvom za dobrobit naše družbe. Hvala lepa. Res je, hvala lepa. Tako, vsi, ki smo tukaj danes, vemo, zakaj smo tukaj. Pomembno je tako gospodarstvo, pomembno je tako javni sektor in zato smo tudi mi na tem sejmu in iščemo kadre oziroma spoznavamo poklice, delodajalce in tako dalje. No, zdaj pa še na zadnje, ampak ne najmanj pomembno, vabim na oder še z veseljem ministra za delo, Luka Mesca. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, spoštovana generalna direktorica, podžupan, generalni direktor in predsednik območne obrtne zbornice, predvsem pa spoštovani vsi iskalci zaposlitve in razstavljavci. Zdaj, kot minister za delo se bom drznil, da bom najprej izrekel, da je delo najpomembnejša stvar na svetu. V dveh smislih. Z delom ustvarimo vse, kar imamo, in pa drugo, delo ustvari tudi nas. Ko odraslega človeka vprašate, kdo pa ste vi, bo odgovoril najverjetneje po tem, kar dela. Bo rekel, jaz sem učitelj, jaz sem policist, jaz sem šofer, jaz sem politik in tako naprej. Skratka, to, kar delamo, to nas osmišlja. Zato temu tudi v slovenščini lepo rečemo poklic, se pravi, v to smo poklicani. In če delamo tisto, kar nas osmišlja, je to tudi ena lepa pot do sreče. Poznam pa ne malo ljudi, ki so povedali kdaj, da preden grejo v službo, jih zgrab krč v želodcu. In mislim, da človek ugotovi, kaj je to, kar ga zares zanima, kaj je to, kar ga bo osmislilo v življenju, kar bo konec koncev to, čemur bo posvetil svoje življenje, na tem moramo začeti delati zelo zgodaj. Zato absolutno podpiramo in pozdravljamo dogodke, kot je ta, da pomagamo mladim in pa vsem iskalcem zaposlitve, tistim, ki bi radi drugo karierno priložnost predstaviti, kaj so določena delovna mesta, kaj pomenijo, kakšni ljudje se s tem delom ukvarjajo, da lažje najdete vsi skupaj tisto, v kar mislite, da ste vklicani. Ker jaz verjamem, da to je zaposlovalna politika 21. stoletja. Za vsakega človeka najti tisto, kar ga najbolj zanima in tam, kjer se najbolj najde.
Preden me označite, da sem utopičen, bi povedal en podatek, zakaj verjamem, da to deluje. Leta 2022 je bilo v Sloveniji registriranih dolgotrajno brezposelnih 35.000. Danes je registriranih dolgotrajno brezposelnih 17.000. Se pravi, v 4 letih smo s tako politiko število dolgotrajno brezposelnih prepolovili. Za kar pa posebej čestitam Zavodu za zaposlovanje, vsem razstavljavcem, vsem sodelavcem iz gospodarstva in pa predvsem vsem iskalcem zaposlitve. Upam, da ste vsi v tem našli tudi svoj smisel. Kot minister za delo, ki je tudi minister za delo pred volitvami, pa seveda na tem mestu tudi moram dati eno obljubo in to je, da okolikor bomo dobili še eno priložnost, bomo s tako politiko absolutno nadaljevali. Hvala lepa. Hvala lepa tudi ministru. Mislim, da na te besede ni kaj dodati. In zato je čas, da skupaj uradno napovemo tudi odprtje tega našega velikega dogodka in vabim vse skupaj, da pomagate pri skupnem odštevanju. Od 5 do 1 bomo šli, potem bomo pa pritisnili na še ta zlati gumbek in potem je to to. A se strinjate? No pa začnimo. 5, 4, 3, 2, 1. Opa! Vse smo malo po slovensko naredili, ne? Ja, super, hvala vam lepa. Iskrene čestitke v imenu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Čestitam vsem sejem zaposlitvenih priložnosti in festival izobraževanja je zdaj tudi uradno odprt. Naj bo dogajanje živahno, res prežeto s pozitivno energijo, kot jo vidimo tudi sedaj, in predvsem v zadovoljstvo vseh, ki bodo tkali danes tukaj nove vezi. Skratka, naj bo današnja priložnost res priložnost za vsakogar, kot je tudi naš slogan. Vabljeni vsi tudi na naš obsejemski program, ki poteka v dvorani Celjanka. Naj pa še povem, da pod našim okriljem usporedno poteka tudi Evropski spletni zaposlitveni sejem, in ta bo med 11. in 13. uro in 30 minut omogočal predstavitev podjetij širši evropski publiki ter neposreden stik z iskalci zaposlitve iz držav Evropske unije in tudi širše. Hvala lepa še enkrat vsem govorcem, izvolite. In ker je z glasbo vse takoj lepše in tudi lažje, bomo za konec, hvala lepa, še enkrat bomo prisluhnili glasbi, tokrat pa Zemlji pleše, zapela jo bo Tija Novak, na kitari pa jo bo spremljal Luka Lajnšček. Z moje strani pa samo še enkrat iskrena hvala vsem za sodelovanje in srečno v novih začetkih. Sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo gradu vsak oblak in vse ceste in celota najin mali dom. Pa 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 parara, zemlja pleše, tja med zvezde. Pa 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 parara, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo gradu vsak oblak
in vse ceste in celotana in mali dom in celotana